Matjaž Kopitar, ne bom vas spominjal, vsi sami dobro veste, kako in kaj. Lahko bi rekli, zelo podobna zgodba ves čas turnirja, ampak vsaj po mojem mnenju danes najboljša tekma Slovenije. Kako ste sami videli tekmo? Ja, mislim, mi smo bili pred tekmo odločeni, da na vsak način probamo to tekmo zmagati danes. To se je tudi videlo po pristopu, po priigranih priložnostih, po vsemu. Tako da, kaj jaz vem, moramo dati gole, iz teh šans, ki jih imamo, enostaven. Drugače pa je težko, ker tam na un stran 10-11 NHL-ovcev, če imajo šanso na powerplay, to že naredijo nekaj. Tako da tretji gol tudi majhen sreče, ampak tako pravim, oni najdejo pot paku na gol in potem se tam nekje odbije in konča v mreži. Tako da to je zelo težko za golmana braniti. Po drugi strani pa mi vse priigramo in potem, pač ne damo gola. Tako da to nam sigurno ni v ponos, lahko nam je pa vse ostalo. Tako da jaz mislim, da so se trudili zelo, da so hoteli, absolutno, to se je videlo za aviona. Tako da jaz jim nimam kaj očitati. Želja je bila ogromna, še enkrat pravim. In ta meja med zmago in porazom, med uspehom in neuspehom je zelo tanka. Tako da mi na tem turnirju nismo imeli še čisto nad sreče. Tako da zdaj sploh ne vem, mogoče se to sliši, ampak ni to upravičevanje, to so dejstva. Če bi imeli kaj več sreče, bi imeli tudi več pik, ampak tako pa zdaj to je. Nekateri so razmišljali v smer, da niste imeli, v svojem štabu psihologa, da bi pripravil vse skupaj, ampak s to tekmo, vsaj za moj okus, so fantje pokazali, da so izjemno mentalno zreli, da vedo, zakaj so tu in kaj je njihovo delo. Jaz sicer ne vem, kdo je mu ta mnenje o psihologu, sam jaz vem, da jih oni ne rabijo. Ker da pride en psiholog, ki jih ne pozna, bo naredil samo z izkušenj, govorim, 3-krat več škode kot koristi. Tako da to ne vem. Psiholog, ja, v individualnih športih pa tako naprej. Tudi ne rečem na daljši rok v moštvenih, da se to dela, ne pa takole, kar od nekje nekdo pride, pa bo zdaj on, kaj bo naredil. Taka želja, ki je bila tle, ne rabiš psihologa. In to je osnova, na kateri ste prej kot ne gradili, odkar ste na čelu te reprezentance, fantje vam znajo vračati. Navkljub porazom boste, vsaj za moj okus, lahko ponosno zapustili Stockholm. Ponosen bil, če je postal v skupini, nesiguren, pa vesel hkrati, pa vse, karkoli to zraven pride. Siguren, da je razočaranje tukaj prisotno, ampak saj pravim, na koncu zmeraj se pogledaš v ogledalo pa rečeš, to je bilo to. Ne vem, jaz osebno kot trener, potem drugi tudi mojstri, igralci. In če zdaj vse od sebe, pa tako zdaj, jaz mislim, da smo majhen madež, ampak boste videli, da sploh ni madež ta tekma s Švico, ker so zares dobri. Drugače pa to je igra na najvišjem nivoju. Ta skupina tukaj je izredno težka. Mi svoje priložnosti smo imeli na prvih 3 tekmah. Če bi se tam krivulja obrnila navzgor, sem skoraj prepričan, da bi tudi tekmo s Švico, pa naslednje 3 oziroma 2 zdaj še prideta, odigrali majčkeno bolj sproščeni in bilo lažji fantom. Tako da moramo zmagati, je pa težko. Ko selektor Češke reče, da so bili fantje njegovi pod pritiskom pred tekmo s Slovenijo, to je vendarle, ne bom rekel čast za trenerja, za ekipo, ki ni top 6, top 10. Ja, sej, siguren, da je to. Njim tukaj vse ni najbolj teklo, ampak tako sem že prej omenil, oni imajo toliko teh izkušenih igralcev s tem, z najboljših lig. Mi imamo pa te srčne igralce, ki igrajo ne glede kako in kaj, ampak saj pravim, ampak tako sem že zadnjič povedal, že na Slovaškem so govorili, da lepo igramo, pa vem, da igramo zdaj boljš, siguren kot takrat, ampak kaj pomagati bomo, ne bomo nagrajeni za to dosti.
Švedska domačin, z domačini je vedno težko igrati, tudi domačinom nikakor ne steče prvenstva tako, kot si želijo. Za nameček bo še polna dvorana, želijo pa si nekako za tisto, kar jih čaka naprej, četrtfinale in tako naprej, resen uspeh. Včeraj je njihov selektor na novinarski konferenci dejal, igramo Slovenijo, ampak opozarjam vas, da ne bi to spremljali sedaj kot nekaj lahkega, da se nam ne zaplete slučajno v tej tekmi. Kako vi pričakujete Švedsko? Švedska, za nas vsi vemo, kaj je Švedska za nas, a ne, to je, ne vem, oni za nas so kakor recimo Brazilci za njih v nogometu, tako da mi se bomo pripravili, jaz bom dvignil siguran te fante, ki so zdaj slabe volje pa poklapan, ampak mi se bomo pogovorili jutri in tako smo šli danes, tako bomo šli jutri. Jaz upam, da ne bo kakšnega kolapsa ali karkoli, da ne bojo preveč utrujeni, postavili se bomo po robu, bomo pa videli, upam pa, da se ne bojo jutri razigrali tudi Švedi. Srečno. Hvala.